tokrat občinskem informatorju. Operna noč v Mariboru privabila množico ljudi na glavni trg. V Lovrencu na Pohorju vrtčevski otroci peš do vrtca. Razstava v spomin Pavlu Ledineku. V Vuzenici obeležili Evropski teden mobilnosti. V Radljah ob Dravi uspešno zaključili nov projekt. Otroška mini olimpijada pri osnovni šoli Slivnica. Pokopališče v Trnovski vasi po 4 letih obnove vredno ogleda. Lepo pozdravljeni. V četrtek zvečer je v Mariboru zadonela operna noč. Tokratna je bila predstavljena iz pomladi na jesen, pa tudi iz mestnega parka na glavni trg. Ljudi pa očitno to ni zmotilo, namreč zbrali so se v velikem številu. Operna noč se je letos preselila na glavni trg. Več tisoč obiskovalcev je uživalo v tradicionalnem koncertu simfoničnega orkestra Slovenskega narodnega gledališča Maribor pod taktirko dirigenta Simona Krečiča. Naš slogan je vedno kultura za vse. Naj uživajo, vreme nam je naklonjeno in jaz mislim, da vsi smo čakali ta trenutek, da spet operno noč damo našim meščanom in pokažemo, da Maribor zmore. Zaradi pogojev PCT je bila organizacija nekoliko zahtevnejša. Sem rekel, da glede na to, da smo imeli kar eno covid pauzo, je vsa ta izziv pa ta kompleks, da lahko izvedemo, rekel, za nas toliko boljše. Glede na to, da se park promenada prenavlja in da smo bili primorani iskati novo lokacijo, začasno novo lokacijo, je nov glavni trg eno zelo čudovito okolje, ki ga bomo pričarali malo v drugem vzdušju. Nastopajoči so izvedli več uspešnic, tako iz slovenske kot tudi italijanske in francoske operne zakladnice. Pripravili so tako sedišča kot stojišča. Ukrepi, ki jih moramo upoštevati, zato smo k temu popolnoma prilagodili. Imamo PCT območje, torej sedišča so z PCT ukrepom. Imamo pa tudi javno površino in s tem smo namenili velike LCD zaslone. Uredili smo posnetke predvajanja celotnega dogodka in jaz mislim, da razmišljamo, da lahko prenesemo dogodek vsem obiskovalcem. Ne le tisti starejši, tudi mlajši so z navdušenjem pričakovali začetek. Jaz pa že sama igram flavto, tako da rada poslušam glasbo in mislim, da bo to zelo lep večer. Pa da še mamico vprašamo, zagotovo je lepo priti svojo hčerkico na koncert. Kaj pričakujete danes? Pričakujem eno sprostitev in resnično, da bomo uživali v kvalitetni in lepi glasbi. Opero imam zelo rad in na take prireditve zelo rad hodim. Že od mladosti pravzaprav spremljam opero in vsaka arija mi nekaj pomeni. Prejšnja leta smo hodili na te prireditve v mestni park, kar je bilo tudi nekaj zelo lepega. No tokrat pa zdaj, kot vidim, bo prvič na glavnem trgu. En krasen večer, polno glasbe, polno lepega petja in bom uživala, sem prepričana. Izziv je bil zelo velik, zelo množičen. Ogromno imamo tudi vprašanj glede samih pogojev ukrepov. Kolikor vidimo, vse ljudje tega držijo, se zavedajo tudi situacije samega covida, ampak verjamem, da tudi lahko v tej situaciji izpeljemo dogodek in pričaramo najvišjo kulturo vsem obiskovalcem. Gre za zagotovo uspešno izvedeno operno noč, letos prvič v sodelovanju opere SNG Maribor, festivala Ezel Eg in Narodnega doma Maribor. Evropski teden mobilnosti pa so obeležili tudi v občini Lovrenc na Pohorju. Naša ekipa je obiskala kraj v dnevu, ko so vrtčevski otroci skupaj z vzgojiteljicami in starši odšli peš do vrtca. Več pa v prispevku. Prihod v šolo in vrtec je bil minule dni v Lovrencu na Pohorju na trajnostni način, brez avtomobila. Šli smo v vrtec peš. Navade, da se da priti tudi brez vozila na lokacijo, bi si želeli privzgojiti že najmlajšim. Veliko aktivnosti na to temo Živi zdravo, potuj trajnostno in sploh v vrtcu in šoli se trudijo že od malih nog učiti otroke, da je pomembno, da živimo zdravo, da hodimo peš, da gremo na kolo, da se gibamo in da tako ohranjamo svoje zdravje in da smo aktivni. Da pač si vzamemo tisti čas, mogoče malo več, ki ga potrebujemo za pot v vrtec ali šolo in smo tako preživljamo čas skupaj.
in smo zdravi. Ko so krenili na pot, so imeli transparent z napisom: Peš v vrtec hitimo in tako trajnostno živimo. Ravno to je naš tisti najbolj glavni cilj, torej oblikovati te potovalne navade, da ne gremo vedno z avtomobilom nekam, ampak da pač res poskušamo čim več peš. V našem kraju je res takšna varianta, da lahko parkiramo tudi avtomobile stran od vrtca in od šole in na tak način v bistvu se izognemo gneči pred vrtcem, poskrbimo za čisto okolje in na tak način s takimi pogovori in ogromno dejavnostmi potem se pogovarjamo in delamo z našimi vrtečani. Nekateri otroci gredo peš kar vsak dan. 2 osnovnošolki nam zaupata, da je to prav prijetno. Ker sem blizu doma. Ja, zelo blizu smo doma, ker je to zdravo. Se pravi, a kdaj spodbujata tudi druge sošolce, sošolke, da pridejo peš? Ja, večkrat se pokličemo, da se dobimo pa gremo skupaj. Ob njihovi osnovni šoli je bil postavljen učni kolesarski poligon s skiroji in kolesi in sicer ves čas pouka. Otroci tudi, glede na to, da so bili spodbujeni, da pridejo v šolo peš, oddajajo zelo pridno listke, da so prišli v predalčke, da so prišli peš zaradi tega, ker danes bo žrebanje, bodo dobili nagrade. Občina je pripravila lepe nagrade, za vsakega učenca so pripravili obeske, tako da poskušamo beležiti nekako, kako ta fluktuacija dom, šola, kako se dogaja. Zjutraj ste videli otroke in starše iz vrtca, ki so prišli, so se zbrali in so prišli sem peš. Včeraj smo imeli kolesarski izlet po kraju z ogledom nekaj takih kritičnih točk, danes imamo postavljen poligon. Tudi v šoli so aktivno sodelovali v projektu Evropski teden mobilnosti. Smo se pa pridružili na pobudo občine Evropskemu tednu mobilnosti, tako da v tem tednu še posebej vabimo naše učence in starše, da prihajajo v šolo peš ali s kolesom ali na kakršenkoli drugi trajnostni način. Saj smo nenazadnje šola v naravnem okolju in bi bilo odlično spodbujanje takšnih načinov. Tako je bilo minule dni v Lovrencu na Pohorju na cesti bistveno manj vozil, saj se je tudi kar nekaj občanov raje odločilo za hojo ali vožnjo s kolesom. V kulturnem domu Hoče so se poklonili delu in življenju Pavla Ledineka. Obiskovalci so ga opisali kot izjemnega človeka, ki je svoje znanje rad predajal naslednjim generacijam. Po njegovi zaslugi je njegovo podjetje danes prisotno na vseh kontinentih globalnega trga. Lani je umrl Pavel Ledinek, izumitelj in gospodarstvenik. V kulturnem domu Hoče so poklon njegovemu delu in življenju otvorili razstavo. Dogodka se je udeležila tudi njegova družina. Človek raje želel, da bi bil tukaj med nami, ampak življenje je takšno, vsak ima svojo pot. To je eno priznanje, današnji dogodek njegovemu delu, kot bi rekla mogoče podjetniku, po čemer je najbolj poznan, pa tudi kot sokrajanu in kako ga kraj vidi, kako ga je sprejel, kako je z njim živel. Vsekakor je družina počaščena ob tem dogodku. Zanimalo nas je, kaj je bil njegov moto. Človek ne sme nikoli obupati. Pot na vrh je sestavljena tudi iz kakšnega padca. Včasih več, včasih manj in ne se ustrašiti, ne se predati, gremo naprej. Župan občine Hoče Slivnica je dejal, da je bil Ledinek vedno naklonjen tudi občini in nevladnim organizacijam. Podpiral je tako kulturo kot šport. Po mojem mnenju sodi v vrh slovenskega inženirstva, kar je dokazano z dolgo zbirko zlatih priznanj za inovativnost, ki jih podeljuje Gospodarska zbornica Slovenije in Štajerska gospodarska zbornica. Na koncu pa pomembnost podjetja gospoda Pavleta kot ustanovitelja kaže tudi to, da po vseh kontinentih izdobavlja stroje za obdelavo lesa, tako da že tukaj vidimo, da prehiti tudi izdelovalce z takih držav, kot so Nemčija, Japonska, da gre za vrhunske izdelke, najvišjo tehnologijo, inovativnosti. Poleg Alojza Križmana je o njegovem življenju spregovoril tudi Mitja Čander. Bil je izjemno nenavaden človek, zlasti, če ga dojemamo v kontekstu časa, v katerem je živel. Tisti čas je bil čas uniformiranosti, kolektivizma, on pa je bil izrazit individualist, velik inovator na področju tehnologije.
hkrati pa seveda podjeten človek, človek, ki je prevzel tveganje v poslovnem smislu, v tehnološkem smislu in vselej znova je tudi nam mlajšim pravzaprav dokazoval, da se s takšno individualno držo, z osebno odgovornostjo, s tveganjem, da nekaj v življenju narediti. In bil predvsem neukrotljiv duh od mladih dni, kolikor so starejši pripovedovali, do samega konca življenja. Podjetje Ledinek je tako iz družinske obrti zraslo v proizvajalca edinstvenih leseno-obdelovalnih strojev in nini, s katerimi lahko opremijo celoten proizvodni obrat. Z izdelki so danes prisotni na vseh kontinentih globalnega trga. Občina Vuzenica in njihova osnovna šola sta v okviru Evropskega tedna mobilnosti 2021 organizirali preventivno prireditev, ki je potekala minulo sredo. Poglejmo, kako je bilo. Potekala so predavanja in pogovori o prometni varnosti, varni poti v šolo, pomenu mobilnosti in zlasti pomenu hoje, kolesarjenja in drugih oblik mobilnosti s poudarkom na trajnostnem razvoju in ekologiji. Predstavljamo jim seveda naša vozila, našo opremo, se pravi opremo policistov, ki jih uporabljamo pri vsakodnevnem delu, sicer pa namenjamo, dejansko jim delimo, če lahko tako rečem, te preventivne nasvete, predvsem kako se ravnati v prometu. In glede na to, da prihaja mesec oktober, kjer smo pešci oziroma so pešci bistveno bolj ogroženi, jih tudi seveda jim dejansko povemo, zakaj Kresnička, zato da bojo varni, da jih vozniki pravčasno opazimo. Različne generacije otrok so navdušile različne stvari. Policijsko opremo so lahko tudi v določeni meri preizkusili. Kak vse pripomočke od policije, pa kak razložiti nam. Kaj vam je pa bilo najbolj všeč? Da lahko sprobivljamo. Pozornosti pa so bila deležna tudi gasilska vozila. Tudi danes vidijo komplet našo zaščitno opremo, vozila oziroma opremo, ki jo premoremo v društvu. Na točki 2 je prikaz gašenja, tako smo se tudi dogovorili za te točke in da vidijo pač, kaj premoremo. Gasilci so poskrbeli, da so temeljito predstavili svoje delo, prav tako policisti. Otroci so lahko sedli tudi za volan vozila. Pokazali so jim celo alkotest. In seveda imamo tu različne skupine, učenci 1. razredov, 5. razredov in seveda tudi te teme nekako smiselno prilagodimo njihovim starosti. Že tradicionalno pa so v tem času tudi zaprli Splavarsko ulico. Tam so namreč ustvarjali otroci s kredami. Šolo, bazene, gasilski dom. Tu smo naredili podobno v Zenici, pa tu smo risali neke motorje, pa avtobus. Glavnina aktivnosti je potekala v dopoldanskem času, ko so različne skupine otrok likovno ustvarjale na asfaltu s prometnimi vsebinami ter spoznavale delo policistov in gasilcev. V Radljah ob Dravi so slovesno predali komunalno ureditev poslovne cone Pošnik. Namenu je predana naložba, s katero bo občina Radlje ob Dravi dobila vso potrebno infrastrukturo in možnost za razvoj v sodobno poslovno in storitveno območje. Na slovesnosti je bil tudi minister Počivalšek, več pa v prispevku. Župan Radelj ob Dravi je poudaril, da je vlaganje v komunalno infrastrukturo in gospodarski razvoj zelo pomembno. Za vsako delovno mesto se je potrebno predvsem na podeželju izjemno boriti, predvsem pri nas, ko pravzaprav živimo v obmejnem pasu in je izjemno težko najti kvalitetno delovno silo. Zato so ustrezni pogoji za razvoj gospodarstva še kako pomembni ali pa še bolj pomembni, da privabljamo v to okolje investitorje in podjetja z visoko dodano vrednostjo in s tem tudi posledično z dobrimi plačili za zaposlene in s tem tudi dvig kvalitete za vsakega občana in občanko občine Radlje ob Dravi. Občini je tokrat pomagalo podjetje, ki je največji zaposlovalec v Radljah. Podjetje, ki je pomagalo pri izvedbi tega projekta, je zasebno podjetje CNC P&K, podjetje Pušnik in Knez, ki zaposluje v tem trenutku skoraj 300 zaposlenih v občini Radlje ob Dravi, je največji zaposlovalec in tudi iz njihovega podjetja je prišla ideja o dodatni ureditvi komunalne opreme, zato da se zadosti dober, odličen gospodarski razvoj tega podjetja in seveda vseh ostalih podjetij v tej poslovni coni.
Poslovna cona Pušnik je podprta tudi z evropskimi sredstvi. Sredstva so pridobljena iz Sklada za regionalni razvoj proračuna Republike Slovenije. Cela investicija je bila težka 472 tisoč evrov, od tega je ta sklad iz regionalnega razvoja prispeval 337 tisoč evrov in verjamem, da bo to spodbudilo podjetniške aktivnosti v tej coni do te mere, da bo poleg podjetja CNC, P&K tukaj nastalo še nekaj podjetij, ampak na nek način smo s to investicijo ali pa je občina Radlje s to investicijo naredila vse dejavnosti v tej poslovni coni dosti bolj varne. Poudaril je še, da pri razvoju Slovenije gleda na vso Slovenijo, na vse regije. V tej luči me veseli, da se te aktivnosti poslovne, podjetne v občini Radlje ob Dravi pozitivno odvijajo. Tudi iz razloga, ker je to občina, ki je v obmejnem problemskem območju in mi v Sloveniji imamo samo eno možnost, da naše meje branimo z ljudmi, ki bodo tukaj živeli, bodo imeli svoje delo, delali poslovno kariero in spodobno zaslužili. Prav zaradi tega, da bodo ljudje ostali v regiji, ker bodo imeli dobre pogoje za zaposlitev, bivanje, ne da bi jim bilo treba v drugo regijo ali čez mejo. Sedaj pa v občino Hoče - Slivnica, kjer dajejo velik poudarek športnemu udejstvovanju. Zato nikoli ne izpustijo priložnosti za organizacijo mini olimpijade. Minule dni je ta bila organizirana na igrišču pri osnovni šoli Franca Lešnika Vuka v Slivnici. Mini olimpijada je projekt, ki poteka že več let. Tokrat ponovno tudi v občini Hoče - Slivnica. Pri njej krepijo olimpijske vrednote, prijateljstvo, spoštovanje in sodelovanje. Tako kot je bil izrek fair play vodi naprej, da v bistvu ni važno, da zmagaš, da tekmuješ, da je v bistvu to čar, da sodeluješ, da se smejiš, da je zabavno, da se tudi nekaj novega naučiš. Otroci so uživali v predstavitvi dejavnosti domačih športnih društev. Dobro poznajo pa tudi slovenske športnike, ki so osvojili olimpijske medalje. Kaj najraje počnete? Tekamo, igramo košarko ali pa nogomet. Kaj pa boste danes počele? Imeli različne igre. A poznate kakšne slovenske športnike, ki nastopajo na olimpijskih igrah? Primož Roglič. Predal besedo predsedniku olimpijskega komiteja, ki bo opravil protokol kot na pravih olimpijskih igrah. Predajam besedo, izvoli. Med igrami so glasno navijali in se borili na vso moč. Da je mini olimpijada velik športni praznik za učence, se strinja tudi Sašo Kragelj. Z takšnimi dogodki predstavljamo v naši občini in spodbujamo predvsem otroke, osnovnošolce, srednješolce k posvečanju čim več časa, prostega časa športu, na začetku nekako rekreativnemu, potem kasneje pa seveda si želimo, da bi čim več športnikov oziroma otrok dosegalo čim boljše rezultate. Slovenija za tako majhno državo mislim, da je največji ambasador, predstavniki športa, delamo odlične rezultate, promocijo za našo državo in mislim, da je to nekaj najlepšega, najpomembnejšega. S tem krepimo svoje telo, delamo nekaj dobrega in k temu želimo spodbuditi tudi vse te naše otroke, osnovnošolce. Otroci so uživali in si privoščili razigrano športno dopoldne, pri katerem so spoznavali olimpijske vrednote in razne športne discipline. Pokopališče v Trnovski vasi so posodabljali po delih, po stopnjah. Zagotoviti so namreč morali več prostora za grobove, urediti mrliško vežico, pa tudi žarni zid. Obnova pa je trajala kar 4 leta. Več pa v prispevku. Na pokopališču, z katerega se vidi daleč naokoli po Trnovski vasi, so v letih obnove opravili več del. Gotovo nas je nekako vodilo k temu neko mnenje, da moramo za nadaljno populacijo pač zagotoviti tudi zadosti grobnih mest.
In zato smo se pravzaprav odločili, da bomo v bistvu izgradili žarni zid. Tudi v zadnjem obdobju nekako prevladujejo pogrebi, ne več ravno tisti klasični, ampak pogrebi z žarami. In zraven temu smo postavili še tudi 19 okvirjev, kjer so pripravljena grobna mesta za žare. To se pravi, nekako ne bodo to klasični grobovi, ampak so gabariti že naprej določeni. Sicer pa je že sama lokacija pokopališča na izrednem mestu, zato so želeli tudi to izkoristiti. Zdelo se je nekako prav, da vseeno pa tudi takrat, ko se od človeka poslovimo na dostojnem mestu. In to je pravzaprav tisti neki glavni razlog, da se odločimo in da začnemo naše pokopališče obnavljati. Je pa res, da je obnova trajala kar 4 leta. Tako so v tem času uredili tudi zunanjo stran pokopališča. To se pravi parkirna mesta, uredili smo ograjo okrog pokopališča. Nadaljevali smo potem z obnovo vežice, kapele in seveda na koncu pravzaprav je bilo potrebno še urediti samo okolico in žarni zid, žarne grobove, pa seveda tudi prostor za raztros pepela, ki bi pa mogoče tudi lahko v nekih ekstremnih situacijah služil kot za neke večjo količino pokopa ljudi. V vseh 4 letih obnavljanja pokopališča so vanj tudi nekaj vložili. Takrat, če je bil ta znani 23. člen, v bistvu smo dali 23. člena not v to, in to se pravi državnih sredstev in nekako lastnih sredstev približno 150 000 evrov, kar pomeni, da je investicija stala blizu 400 000 evrov. Res pa je, da je pokopališče v popolni lasti občine, kar jim je precej olajšalo postopek obnove. To smo ena od redkih občin, ki pravzaprav imamo kompletno pokopališče, tudi kapelica je v občinski lasti, tako da tu nismo imeli, ne bi jaz rekel, da bi imeli drugače težave, ampak vseeno nekako je lepše, če je lastnina urejena, to se pravi, da je en lastnik in da tudi občina na svojem področju lahko dela tisto, kar je potrebno. Se pa tudi že zgodi, da tudi kak turist zaide na pokopališče, da si ga ogleda kot lokalno znamenitost. Tudi zato je dobro, da je urejeno. Toliko za nocoj v oddaji Občinski informator. Poglejmo še, kaj se te dni dogaja v naših krajih. Jutri, v soboto 24. septembra, bo v Sveti Trojici kolesarski maraton v skupni družini 55 km. V Pivoli pa se obeta posebna pohorska tržnica s poudarkom na pivo. Ta vikend se prav tako odvija 39. kmečki praznik v Svečeni. Sveže novice pa najdete na spletnih portalih lokalec.si in mbreport.si. Želim vam lep konec tedna in nasvidenje.